vsem skupaj na današnjem večeru. Najprej dovolite, da se zahvalim vsem avtorjem zbornika, prvega in tega drugega zbornika, in pa seveda tudi vam, ki ste prišli na današnji večer. Namen tega današnjega srečanja, razprave, je predstavitev tega zbornika Spoprijem z razmerami in razmerami v Sloveniji 1.1. Predvsem pa, da po vseh razpravah, ki smo jih vodili v zadnjih letih na temo Slovenije, naredimo nek zaključek in začnemo hkrati tudi gledati v prihodnost. Če se spomnite, smo leta 2015 imeli razpravo na temo družbenega konsenza. Takrat je sodelovalo na tej razpravi skoraj 20 avtorjev, vendar se je zgodil en nesrečen dogodek, da je posnetek te razprave izginil. Tudi to se zgodi, zdaj, kako je in zakaj je izginil, še danes ne vemo in nismo mogli odkriti. Enostavno je izginil ta posnetek. No in po tej razpravi, ko smo imeli še naslednje nadaljevanje na to temo, tako z področja humanistike, kot tudi v povezavi z Inženirsko akademijo Slovenije, z gospodom Vižintinom, je iz teh razprav nastal projekt Spoprijem z razmeri v Sloveniji in lansko leto, kot veste, je šel prvi zbornik. Letošnji zbornik, ki je danes pred nami, za njegovo izdajo pa je dal idejo profesor Frane Adam, ki je vsem tem prispevkom lanskega zbornika napisal komentar in s tem komentarjem smo povabili vse avtorje, da sodelujo pri pripravi tega zbornika na njegove komentarje. Tako da bi najprej prosil Franeta Adama, da pove, zakaj se je odločil, da je napisal vse te komentarje, vprašanja avtorjem, potem bomo pa naprej v razpravi poskušali odgovoriti na vse vprašanja, s katerimi smo se srečevali. Frane, prosim. Ja, dobro, če zdaj nadaljujem. Torej, ideja je bila pač o tem, da se ustvari neka bolj dialoška atmosfera, da pridemo do nekih bolj utemeljenih spoznanj, pa predvideval sem, če avtorji dobijo neke dodatne spodbude, da bodo na ta način nastali bolj utemeljeni teksti, da jih bodo avtorji dopolnili, da bodo mogoče tudi premislili določene teze, ki so ali domneve, ki morda niso čisto rekel, usklajene z drugimi, ali pa kar se o tem piše, ali pa morda tudi, da bodo se res poglobili in na ta način seveda izboljšali kvaliteto tekstov. No, jaz bi mogoče sam to dodal, da na moj tekst je pa Dejan Komel napisal komentar. Dobro, seveda to ni kakšna zelo posebna stvar, lahko si predstavljamo recimo neko recenzentsko situacijo, ko bi imeli enega ali več recenzentov, ki bi pač te tekste pregledal in jih na nek način ocenil, zahteval od avtorjev določene popravke in tako naprej. No, vseeno pa se mi zdi, da je to neka zanimiva tako rečem, socialno-kognitivna situacija, morbiti celo nekaj, bi se dalo reči, v zvezi nekim eksperimentom. Sveda, tukaj pa ni nekega eksperimentatorja, ki bi pač bil na čelu, pa potem na drugi strani pa poizkusni zajčki. Moram reči, da sem jaz bil tisti, ki sem pravzaprav
tudi ugriznil v kislo jabolko, ne. Jaz sem moral prebrati vse avtorje, ne, celo knjigo, 250 strani in seveda se tudi potem razmisliti, kako bom formuliral svoje pripombe, ne, svoj komentar. Vse je podobno tudi za Dejana, ne, torej, da je dobro, torej pred sabo imamo zdaj pač 1:1 zbornik. Kakšni so rezultati tega kakorkoli že eksperimenta, pač bomo še presojali. Jaz tukaj nimam kakšne rekapitulacije ali pa veliko nekaj, da bi zdaj dal na mizo, ne, kakšne, ko se zdaj ta zbornik razlikuje od prvega zbornika. Zdaj po mojem, vtis moj je seveda, da je ta zbornik predstavlja neko bolj zanimivo branje. Bolj intrigantno in bolj zanimivo branje. Torej, jaz sem v glavnem opozoril na dva vidika, ko sem bral različne avtorje in pisal komentarje. Eden se nanaša na seveda to pač ni nič posebnega, ne, na gledanje na zgodovinsko preteklo, zgodovinsko dediščino, kako to interpretirati. Ne. Tukaj so recimo se pojavljali kar različne interpretacije. Ne. Jaz zdaj ne bi to na široko in dolgo razlagal, ampak prav gotovo je gledanje, recimo, da tako rečem, gledanje na bivši sistem, na jugoslovanski socialistični sistem, na vlogo ki so imeli pač posamični subjekti, akterji. Torej, tukaj se recimo vidi, da je zelo odvisno tudi od neke življenjske, poklicne situacije. Če boste brali doktorja Vižintina, on je to opisoval z vidika nekoga, ne, ki je aktiven v industriji, ki je aktiven tudi v znanosti, ki sodeluje z industrijo, ki pozna recimo dogajanja v tehnologiji in industriji tedanjega časa. Zdaj njegova ocena je, da seveda je šlo za nek napredek, ne, tudi v tistem času. Zdaj seveda nekdo, pa ki gleda z nekega drugega vidika, recimo kot gospod Vakovnik, ki mogoče tudi z neke distance gleda, ali pa gospod dr. Fink, teda seveda pa malo drugače, mogoče tudi dr. Štuhec. Torej, ne, jaz mislim, da je dragoceno pričevanje enih in drugih. Ne, da pridemo do nekega bolj integralnega upogleda. Ne. Torej, stvari niso črno-bele, verjetno, ne, malo je, bi rekel, črno-belih. No, zdaj seveda tukaj se potem pojavljajo tako rečem, semantični problemi, ne, zdaj, kakšne besede, kakšne pojme zdaj uporabljati in tako naprej. Tukaj se jaz tudi pač določene prevedila, pa določene pripombe. Potem naslednja zadeva je ta, da se recimo precej vrtimo, da pa fokusiramo na Slovenijo kot nekako ločeno od okolja. No, zdaj, seveda, po eni strani je to pravičeno, ne, ker se pač ukvarjamo z neko entiteto, ki ima neke svoje posebnosti, ne, svojo zgodovino, ne, in tudi po drugi strani pa je pa seveda dobro, da v neki fazi vendarle bolj vključimo tudi dogajanja, primerljiva dogajanja v drugih državah, ne, primerljivih državah v okviru Evropske unije, v okviru vzhodne Evrope, recimo kar zadeva recimo stanje demokracije. Ne. Če bomo to vključili, potem bomo seveda
šli recimo mogoče do malo drugačnih zaključkov. Torej, vemo, da je demokracija ni v razcvetu, da imamo celo pravka s krizo liberalne demokracije, reprezentativne demokracije, in to ne samo v vzhodni Evropi, ampak širše, tudi v zahodni Evropi. Dobro, skratka, ta dva elementa, se pravi te zgodovinske interpretacije, kakšno dediščino je pač zdaj Slovenija dobila, koliko se je lahko otrese, kako jo blokira. Torej, to, ki se vsi strinjamo, da so tukaj blokade. Zdaj pa gre pa potem za nianse, ki se treba nekako tudi proučiti. No in drugo pač ta bolj, bi rekel, internacionalni, globalni okvir. Jaz bi s tem v bistvu nadaljeval, bi verjetno v prihodnosti potrebovali malo več pogleda v okolje, v katerem je pač Slovenija deluje, funkcionira. Torej, po eni strani gre za Evropsko unijo, po drugi strani tudi razmere in razmerja v Evropski uniji seveda nas zelo določajo. Nas zelo določa seveda tudi širši, še globalni vidik, kjer imamo recimo v zadnjih letih vzpon Kitajske, neke zelo velike spremembe, ki se pač tukaj dogajajo, potem recimo tehnološki razvoj, v smislu digitalizacije, v smislu umetne inteligence, v smislu vseh drugih tehnologij, ki se sedaj pojavljajo, napovedujejo. In tukaj se več problemov, etični problemi, tukaj so problemi tudi, kako naj ta tehnološki razvoj, ki včasih nekaterega prav prikazujejo v smislu neke neizbežnosti, imamo tudi z nekim fanatizmom tehnološkim opravka. Kako naj se tukaj postavimo družboslovci in humanisti? Torej, recimo, to so tudi take teze in seveda taka vprašanja, na katere pač bi bilo treba odgovoriti. Dobro, to bi bilo zaenkrat glede te številke oziroma tega drugega dela.